Dobrodošli v podkastu Inspiracija, v podkastu za dušo, ki vam prinaša obilje navdihujočih vsebin. Uživajte v poslušanju. Tokrat sem se odločila spregovoriti o temi, ki zelo določa življenje ne samo žensk, pač pa tudi moških. Dejstvo je, da še vedno živimo ujeti v kolektivni program, ki pripisuje videzu, govorimo o telesnem videzu, zelo veliko vlogo. Videz je tisti, ki določa vrednost, predvsem žensk v tem svetu še vedno žal, in nič čudnega ni, da imamo predvsem ženske veliko težav ravno s sprejemanjem svojega telesa. Pravzaprav, ko sem tako razmišljala, a sploh poznam kakšno žensko, ki bi bila res iskreno zadovoljna s svojim telesom v celoti. Zdi se mi, da vedno najdemo nekaj, kar nam manjka, nekaj, kar je preveč, kar ni popolno, narekovajih, kaj sploh je popolnost. Na koncu me resno zaskrbi, včasih tudi užalosti, ko vidim tudi, kako se ženske med seboj ocenjujemo, psojamo, primerjamo druga z drugo na podlagi telesnega videza, namesto da bi se podpirale v vsej svoji ženski lepoti in tudi telesih vseh oblik, vseh velikosti. Konec koncev naše telo je tempelj duše, ustvari lahko novo živo bitje. A ni to veličastno? Zakaj ga tako rade kritiziramo? In ko se tako sprašujem, kako torej sprejeti svoje telo, ko pa se nam zdi, da ni takšno, kot mislimo, da bi moralo biti, in ko se nam v mislih še vedno vsiljujejo podobe nekega idealnega telesa, ni lahko. In da ne bo pomote, ko govorim o sprejemanju, ne govorim o nekem pasivnem sprejemanju v smislu, da nam ni treba nič narediti in spremeniti v smislu zdravja, dobrega počutja. Govorim o tem, da zanikanjem oziroma obsojanjem svojega telesa zagotovo ne bomo spremenili ničesar. Lahko pa spremenimo odnos do telesa, kar je pravzaprav prva bistvena stvar, ki se jo je vredno lotiti, še preden se lotevamo štetja kalorij in raznih diet, ki na koncu nimajo pravega učinka, če se zadeve ne lotimo celostno. Vsaj ne na dolgi rok. Danes smo, vsaj upam, že dovolj ozaveščeni, da nam je jasno, da kopičenje teže pravzaprav pomeni kopičenje čustev, nepredelanih čustev, ki zastajajo v našem telesu. O pomembnosti pretoka čustev skozi naše telo sem spregovorila že v prejšnji epizodi. Kaj me radosti, vam jo priporočam v poslušanje. Vsako čustvo, ki ga torej ne spustimo skozi svoj energijski sistem, zastane tudi v nas na telesni ravni. V telesu se torej zapisuje vse. V telesu se zapisujejo tudi naše pretekle travme, ki so nam povzročile hud psihološki stres. Ko doživimo travmo, je namreč to za naše telo tako nepojmljivo, tako boleče, da v tistem trenutku ne zdržimo v telesu in se lahko popolnoma odzemljimo. Enostavno naša energija, naša duša se odzemlji oziroma uide iz telesa. To je na nek način tudi obrambni mehanizem preživetja. Na nek način pobegnemo od svojih občutkov takrat, ker če dejansko jih bi čutili v tistem trenutku v celoti, mogoče res ne bi preživeli. To je torej ta obrambni mehanizem oziroma instinkt preživetja pravzaprav. Zato je dobro v bistvu zaupati svojemu telesu, svoji poti, svoji duši, da točno vemo, kdaj in koliko lahko v nekem trenutku predelamo, zato nikoli ni dobro nekaj forsirati. Na koncu je vse tako, kot mora biti. Ampak v tem podoživljanju, ko je travma res hranjena v telesu, se nam včasih zdi, da se nam bo, zmešalo, če se vrnemo v telo in če občutimo vso to bolečino, zato kot že omenjeno se počasi procesira in se počasi vračamo v telo in počasi začenjamo potem tudi čutiti to varnost. Varnost v svojem telesu. Sem pa ugotovila, da veliko ljudi se ne počuti varno v svojem telesu. Ne počuti se varno, da bi čutili karkoli, ravno tudi zaradi takih izkušenj, travmatičnih izkušenj, ki jih še niso predelali. To je v bistvu zelo široka tema, o kateri bi lahko govorila še in še, ampak mogoče ne še na tem mestu. Toliko, da malo odprem temo, da dam vedeti, da se te stvari res dogajajo, da lahko sovražimo, tudi zasovražimo svoje telo, ravno zaradi takih hudih travm. Zato res bodite nežni do sebe, predvsem pa potrpežljivi. Potrpežljivi do vsakega občutka, ki ga imate. Pomaga tudi gibanje, pomaga ples, petje kakšnih zvokov,
mogoče dodaste iz sebe tisti krik, ki ga takrat niste mogli. Mogoče, masažo, da počasi, korak po korak začnete zaupati svojemu telesu, sebi, da se vam ne bo nič več zgodilo hudega, da ste zdaj varni, lahko si ponavljate tudi afirmacije, varna sem v svojem telesu. Varna sem, da čutim. Ko enkrat pride do faze, ko se zavedate te travme in ko začnete to zdraviti, je res bistvenega pomena, da začnete res svoj odnos do svojega telesa spostavljati na novo, da ga počasi spoznavate, da ga častite in da začnete res ločevati ta dogodek, travmatičen dogodek, od tega, kar vi dejansko ste. To ni nekaj, kar v bistvu narediš deliti in je zadeva zaključena, ampak v nekem trenutku se naredi ta preklop, ta kvantni preskok v glavi in začneš graditi svoje življenje na drugačen način, začneš si pripovedovati novo zgodbo o sebi na nov način in tako počasi ta travma tudi bledi in nima več takega vpliva na nas. Tudi ko se pojavi, nam ne povzroča več takih hudih reakcij, ampak jo na lažji način tudi potem sproti spuščamo, predelujemo. Če se pa vrnem nazaj k sprejemanju telesa, kako pomembno je, kaj razmišljamo o sebi, kaj si govorimo. To v bistvu vpliva na našo celično raven, konec koncev, na naše telo. In potem se na podlagi tega tudi naše telo tako počuti, mi se tako počutimo in naše telo se tako tudi oblikuje, kot o njem razmišljamo. Tako da, pa ne samo telo, ampak vse ostale stvari v življenju se nam potem manifestirajo na podlagi tega, kako govorimo sami s seboj, kako se vidimo. Imejte rade svoje telo, negujte ga, peljite ga na sprehod, pogovarjajte se z njim, dajte mu dobro hrano, zdravo hrano. To je največ, kar lahko naredite. Za vse ostalo bo življenje poskrbelo. Tako da, hvala, ker ste prisluhnili tej epizodi. In v naslednji epizodi vas čaka še ena zanimiva meditacija, ki vam bo pomagala pri prizemljitvi in tudi pri zavedanju svojih občutkov tukaj in zdaj. In vam pomagala tudi, da boste se počutili varno v svojem telesu, da se boste počutili varno, čutiti. Meditacija za osrediščenje tukaj in zdaj. Do takrat pa imejte se lepo, imejte se radi, uživajte v naravi. Poslušali ste podcast Inspiracija.